Anita, boš z mano v videu? Ja, Pikica. Ja, srdica mala. Ja. Živjo! Še en video sledeči, vem, še sama ne morem verjeti. Torej, kakor je v moji navadi, ta video snemam totalno nepripravljena, tako da bomo videli, kam bo šel. Predvidevam, da bo zelo dolg, tako da ti priporočam, da si vzameš kak čajček, kavico, kakavček, karkoli ti paše, visel kako dekico in začnimo. Torej, ta video bo posvečen vsem novim študentom. Študentska leta so res najboljša leta, čeprav se tega večino časa ne boste zavedali, zagotovim, da so. Vsi nasveti, kar jih bom dala, so dejansko taki, ki si jaz želim, da bi Koprutska izvedla, ker zdaj, kadar so absolvent, zdaj šele izkoriščam vse to, uporabljam vse te nasvete, tako da hočem tudi vam malo olajšati to pot, skozi katero boste šli. In mislim, oziroma upam, da bo ta video kar nekaj od vas vam pomagal in da boste mogoče vsaj nekaj vzeli z tega, ker vem zase, da bi bila zelo, zelo hvaležna, če bi kaj takega videla, kadar sem prišla na faks. Nasvet številka 1. Veste tisti seminarji, ki jih vaš faks skoraj 100%, oziroma ne, vsak faks jih 100% ponuja, razne seminarije, ali pa kadar so, ne vem, dnevi filozofije, dnevi sociologije ali karkoli na vašem faksu, kadar se nekaj dogaja, izkoriste. Jaz sem bila ena tistih, zmeraj, kadar so bili taki dnevi, sem iskala samo načine, da ne bi šla, izgovore, da ne bi šla. Še kadar so nas prisilili profesori, ker so pač nam imeli ure, gremo na to, da bo večji obisk, bla bla bla. Še takrat sem 1 uro ali 2 bila samo tako. In še to je bilo, da večino časa sem samo iskala načine ali pa se pogovarjala. Meseče sem si pisala z ljudmi v predavalnici, ko smo iskali izgovore, kako iti iz tistega. No, zdaj pa, če fast forwardam 3 leta, še mesec nazaj niti ne, sem prostovoljno začela spremljati vsa dogajanja, ki se dogajajo na našem faksu. In če poznate, oziroma skoraj sigurna sem, da poznate Mojco, če spremljate moje videe. Zdaj smo že redno na vezi za skukaj ena opazi kak seminar ali karkoli, kar je v sklopu našega faksa, si že pišemo kdaj, kako, kjera dela, da bi šle. In zakaj vam priporočam to? Veste, da vam ne bi priporočala nekaj, kar sama ne bi verjela, da je dobro za vas. In še kak mesec nazaj sem se udeležila lih enega teh seminarjev, ki so ga pripravili študenti psihologije na našem faksu, na Filozofski fakulteti v Mariboru. In sicer je bilo, kako upravljati s časom, ker itak realno gledano vsem nam ga čudežno primanjkuje, še posebej, kadar smo študenti, ne moramo handlati in socialnega življenja, in realno gledano pijančevanja, in učenja, in obiska faksa, in biti v stiku z družino, še posebej, če si v drugem kraju in tako. Tako da ja, moj številka 1 nasvet bi bil karkoli lahko, tudi če te misliš, da te ne bo pritegnilo, če je kakšna debata o kakem filmu ali karkoli, pejdi, hvaležna mi boš. Ker verjemi, 2-3 leta nazaj, zdaj ko pomislim, koliko je bilo predavanj, koliko bi lahko vzela od tega, pejdi. Številka 2, ne zanemarjati branja. Jaz, kakor je lahko čudno slišati, glede na to, da študiram filozofijo in angleško književnost in že po defaultu bi mogla brati s tem. V 3 letih, kar sem bila na faksu, sem totalno zanemarila branje. Pač šmup je bil moj najboljši prijatelj. Če še ne veš, kaj je šmup in če si slučajno na srednji šoli ali pa na faksu in študiraš angleščino, mi boš hvaležna zdaj v tem momentu do konca življenja. Šmup.com, beš pogledat. Ampak sicer priporočam tudi šmup, je zakon, je krivec, da sem naredila dosti predmetov na faksu, ampak če pogledam za nazaj, mi je kar rahlo žal, da kakšne knjige, sicer ne vse, realno gledano tudi profesori ste zvedeli, da lih vse knjige, ki nam dajo, niso toliko pomembne, ampak je del učnega načrta in rabimo neke osnove. Ampak vsaj tiste, kar sam že misliš, da bi te potegnile, kakor pejdi prebrati. Jaz zdaj, končno, kadar imam čas za sebe, kadar imam mir in vse to, zdaj se šele vračam nazaj med knjige in nekaj, kar sem sama pri sebi spoznala, da tiste knjige, ki sem jih najbolj nisem prenašala, za mene so to self-help books, trudno jih požiram za znoret. Kdorkoli mi karkoli priporoča, takoj rabim. Tako da ja, ne zanemarjati branje.
ker boste videli tudi pol s časom, mogoče prvi, drugi letnik, ja, so tu vaša družba in vsi se jim znori, so šli končno od doma in vse, in vsi so še divji, in takrat bo mogoče še bo šlo skozi brez branja vse, ampak z leti pa boste videli, vsi dajo več na to, če boste šli v družbo in boste začeli govoriti, koliko ste ga ta dan pili, noben vas ne bo jemal resno, pač realno gledano. Z leti to ni več nek dosežek, nekaj s čemer bi se mogli hvaliti, pač realno gledano nikoli ni, ampak mislimo, da je. Ampak potem, kadar pa še malo odrastete, pa takrat še sploh, če mi pride nekdo govoriti, kako ga bo pil, kako ga je pil, pač good for you. Ne govorim, veste, da je bilo moje leto zadnje divje, ampak vseeno. No, bom pa šla kar na tretjo točko, ker bi mogla biti dejansko pred tem, zdaj ko pomislim. Tretja točka. Dejte pijančevanje in droge in karkoli iz svojega sistema v prvem letniku. Jaz sem naredila to napako, oziroma ne, nisem naredila nobene napake, ker če ne bi tega naredila, ne bi vedela to, kar vem zdaj. Ampak jaz sem prvi 2 leti svojega šolanja s faksa preživela dokaj mirno, pač kar sem delala je bilo blog, dost sem trenirala, ogromno sem trenirala, ta del si želim dobiti nazaj in ga bom. Dost sem trenirala, ampak sem bila tista res povprečna, pridna študentka. Sem naredila vse ob času, sem vse izpite in vse naredila sproti, ampak nisem pa imela nekega social life-a, še zmeraj si nisem poznam ljudi vsak torek ga pila, v Mariboru so torki, v Ljubljani so srede to. Nisem imela tistega divjega in potem naenkrat je prišel 3. letnik in kljub temu sem mislila, da sem to po mlajših letih dala ven svojega sistema. Ne. Zadnje leto sem se že večkrat dotaknila, je bilo pri meni divje. Sem doživela res ogromno stvari in naredila ogromno spominov, ampak zdaj, ko pomislim, si želim, da bi to, kar sem delala, sicer, kakor sem rekla, ničesar ne obžalujem, ker če ne bi šla skozi to, ne bi vedela teh stvari, ko jih vem zdaj in ne bi imela takega razmišljanja, ko ga imam zdaj. Ampak, če bi videla kak tak video, kakor ga me zdaj dajam, bi malo to spremenila in bi v prvem, drugem letniku, rajši prvem, si doživela res vse, si privoščila vse in potem končno postavila neko rutino, se rahlo mirila in vse. Ker iz svoje izkušnje vam povem, če boste odlašali in boste začeli govorili, ja, na faksu pa moramo biti resni, ker itak to nam celo življenje in učitelji in starši in vsi nam hočejo dobro in nam vplivajo, da, mislim, nam govorijo, na faksu pa moraš res resno vse in vse. In prvi letnik si šel močno pod vplivom tega. Drugi letnik že, tretji letnik že ugotoviš, da faks ni toliko resen, da bo šlo skozi tudi brez, da daš toliko pozornosti. Ampak zato sem jaz zdaj tu, da vam povem, da če morate dati to iz svojega sistema, kar po moje vsak mora, dajte to čim prej. V prvem letniku si dajte duška, sprobite, kar hočete sprobati, pejte, ne vem, vzemite si teden, 2, pejte potovati s prijatelji, pejte ga pit, karkoli. Sicer upam, da starši ne gledajo tega videa, ker po moje nikoli več me noben pustil svojim otrokom, da to gledajo. Ampak starši, upam, da razumete, tudi vi ste bili taki, 1 leto moraš dati vse skozi. Ampak zakaj to govorim, da to naredite čim prej? Nekaj zaradi tega, ker pa enkrat, ko boste potisnjeni v življenje, bo zelo težko se vršiti nazaj v rutine in zelo težko se dejansko nazaj spraviti v neko pridnost, tako karkoli bi se temu reklo, potem, ko ste imeli neko divje obdobje. Ker vidim iz svoje izkušnje, če bi jaz imela to malo obrnjeno, in bi se znorela in vse v prvem letniku in bi zadnji 2 leti imela taki, ko sem imela prvi 2 leti, bi mi bilo zdaj dost lažje, ker kakor veste, sem kupila stanovanje, sem dobila šiht, sem tista, sem tretja. In bi dost lažje bi bilo najti rutino, pas noč, zmeri imeti čas za hobi, zmeri za tisto. Tako pa sem se zaradi tega, ker sem bila navajena, da lahko kadarkoli delaš karkoli, da so boni in dostava tvoji najboljši prijatelji, da brez kavic dnevno enih 2-3 ne moreš živeti. Zaradi tega mi je zdaj dost težje bilo dejansko navaditi se in dobiti neke navade. Še zdaj mi je težko nekako usklajevati čas, ampak se počim. Torej, četrti point. Če si v študentskem domu, to bi sicer lahko naredila prav posebej video za to, za vse na svetu v študentskem domu, ampak če si, prvo, kar je, spoznaj vse. Jaz sem tako hvaležna za ljudi, ki sem jih spoznala v študentskem domu
Eden izmed teh je moj najboljši prijatelj, z mojo bivšo Timro Marušo, ki ste jo tudi že videli v mojih videih, smo konstantno v stikih. Vidi, Mica, pa vam je lahko končno pokažem, ker se je prišla pokazati. Lejte, ja, Mitika. Res, s temi ljudmi smo ratali taki kolegi in vse, da so mi močno olajšali to, da sem se preselila 250 km od doma, ker na začetku priznam, da bi bilo kar precej strah, ampak zdaj sem si pa zgradila tako družbo okoli sebe, da če si v študentskem domu, ne ostati zaprt v eni sobici, ne pač tudi poznam primere zaradi tega, ker so bili v zvezah ali karkoli so bili prilepljeni na tisto osebo cela svoja študentska leta, ne tega narediti. In to se ne nanaša samo na študentski dom, ampak nasploh. Kadar priješ na faks, jaz vem, to pa sem bila dosti zamešana prvi 2 leti na faksu, da pri kjerikoli uri sem se na začetku, prvi dan, prvi teden, prvi mesec usedla, sem se obrnila na levo in na desno, zmeri sem se šla vse na drugi plac, Mica. In sem pravila čim več ljudi spoznati, ker res te ljudje, ki jih boste spoznali na faksu, ja, z nekaterimi se ne boste mogli, se ne boste prenašali, pač tako je z vsemi stiki, ki jih imate v življenju, pač realno gledano. Ampak toliko navez, kaj lahko naredite, toliko stikov, ko imate pol za prihodnost, to vam bo nenormalno pomagalo. Pač jaz gledam pri sebi, ko sem spoznala v 1. 2. letniku kolega, ki zdaj, ne vem, pred kratkim mi je avto se nekaj pokvarilo, sem točno vedela, koga poklicati, on ima kontakte za to. Sem rabila nekaj za delo, rečemo nekako, kontakte sem vedela, koga poklicati. Pač faks je res tak čas, ko spoznate največ ljudi v življenju. Kadar ste na osnovni in srednji šoli, ste nekako prilepljeni tisti svoj razred. Čeprav še to pač priporočam, pejte tudi do sosednjega razreda in se me spoznajte in tako. Ampak vseeno niste tudi toliko mentalno še razviti, da pomislite tudi na to stran, da mogoče bo tudi v prihodnosti vam prišla prav kakšna oseba. Tukaj pa imate res možnost toliko ljudi na kupu spoznati in tudi če greste, kakor sem rekla, na te razne seminarije in vse, pred kratkim, kakor sem rekla, sem šla z Mojico, tudi tam vidite kakšne poznane obraze, naredite nova poznanstva in lejte, čim bolj, to res izkoristite čim bolj, da spoznavate ljudi. Tu bi lahko rekla tudi življenjsko, ne? Ampak glede na to, se zdaj osredotočam na ta video, da je tema, sem si jo nekako zožala, sem na to osredotočila. Torej, ja, kamorkoli greste, tudi na žurih, ne moram povedati, to zadnje leto, kar sem rekla, da je bilo divje. Čeprav sem 3/4 časa bila pod kakim vplivom, ali pa kaj, sem toliko ljudi spoznala med tem, ker pač nisem šla na žur, vse smo šli zmeri s kolegi in kolegicami, ampak nisem se vedno držala samo tiste ene grupice, ampak to je kar reš na žur. Ženske, veste, kadar gremo ženske na žur, ker si na WC-ju si najboljša prijateljica z vsemi drugimi ženskami tam, ne? Torej, zakaj ne v tistem momentu dejansko si zapisati ali pa zapomniti njihovo ime in jih povabite na pijačo, karkoli. Ker res toliko priložnosti, koliko imaš za spoznati ljudi, zdaj nikoli ne boš imel ali imela. Kakšen nasvet imam še? Ta nasvet, spet študentski domovi. Če v vašem študentskem domu kak fitness ali pa skupinske vadbe imajo dostikrat ali pa karkoli tega, tudi že sami študentje, pač v Mariboru je Cufaj, se mi zdi, kar imajo to, v Gorici je KGŠ, ne vem, kaj imate Ljubljančani. Pač kdorkoli to dejansko organizira, izkoriste kolikor lahko. Jaz sem ena tistih, kar me je vedno sramiti neke skupinske vadbe ali pa kaj tasga. Zdaj dejansko že planiram, kadar idem spet na magisterij, kako bom spet se čim več tega vključena, zato ker zdaj, ja, realno gledano zaradi dela, malo težko kombiniram vse skupaj. Ampak pol vem, da kakor enkrat bom prenehala študentskim delom in šla nazaj na magisterij, bom nazaj v to čim bolj izkoriste. Pač to je po mojem največji point, da to se je meni največja neumnost dela, kar ponujajo faksi, kar ponujajo te razne organizacije. Se mi zdaj največja neumnost na to hoditi in zdaj ne da obžalujem, to sem že 100krat predelala, ampak če si želim, da bi kaj naredila drugače, je to, da bi res izkoristila vse, se sem nekaj, že prav, da sem ne gledati, kako sem. Naslednji nasvet, doktor rutino. Jaz prvi 2 leti, dokler še nisem živela v študentskem domu, ne da krivim študentski dom, ampak dokler sem še živela na svojem prvi 2 leti, jaz sem imela 100% rutino. Vsak dan sem se ob 6 zbudila, zajtrk, športanje, faks, športanje, priti domov delati kaj za faks, vlog in tako, day in, day out.
Pol pa naenkrat študentski dom, pa sem že malo bolj začela zanemarjati to in zdaj, kadar se hočem nazaj vrniti v to rutino, je Mission Impossible. Tako da probajte že, kar ste na faksu, kakor sem rekla, prvo leto privoščite si, da kak dan ne bo nič od vas, ker boste pač zmačkani, da kak dan boste že ob 8 zjutraj ga šli na kavice in ko se bodo spremenili v kaj več, privoščite si, prvi letnik je za to. Ampak, z vsakim letom pa dajte vsaj eno, dve dobri stvari v vašo rutino dati. Ne vem, mogoče za začetek 15 minut prej, da se zbudite vsak dan, postili, koliko boste tako dejansko v tistih 15 minutah naredili. Če že to, da si vzamete 15 minut, da ležite v miru, brez telefona, brez vsega, s svojimi mislimi, lahko spremeni vaš svet, oh my god, ne moram vam povedati koliko. Pol ne vem, dodajte, da si kakšne mini gole, take, da ne bo samo glede faksa se vrtelo, ampak za mene je bil to pač blog, ker mi je bil res tak kreativni outlet, kamor sem lahko dajala sebe. Imam mojico, vse jo že poznate. Ona je šla pa potem za moje pojme pravilnem postopku. Prvo leto pa pol, se je znorela, je dala vse to v sistema in pol ona je pa odkrila drugi svet in sicer mrežni marketing. Ampak jo je to spodbudilo, da je začela in delati na sebi, brati je začela ogromno, te si je kupala CD-je z raznimi seminarji in ja, najte še nekaj. Saj sem rekla, prvo leto, naj vam bo, prvo leto si privoščite, naredite kar hočete, ker če ne vas bo matrala realno gledano celo življenje, pa zakaj takrat nisem. Ampak pol pa dajte dejansko delati tudi na sebi, ker se mi zdi, kar prijemo enkrat na faks, preveč zanemarimo ta del, ne da zanemarimo, ne znamo več biti sami s sabo. Še posebej, če si v študentskem domu, se mi zdi, da to je največja težava. Zato po mojem sem tudi jaz sama doživela tisto krizo, kar sem šla živeti na svoje. Ker kadar si enkrat v študentskem domu ali pa kjerkoli, tako da več ljudi živi, si navajen konstantno imeti nekoga okoli sebe. Navajen si, da kadarkoli ti je dolgčas, greš v sosednjo sobo ali prepišeš kolegici in greš na kavo. Nikoli dejansko nisi sam s svojimi mislimi. In čeprav je to kdaj paše, zato ker se ti dogaja kaos v glavi, pa slej ko prej moraš znati tudi se naučiti sam sabo biti, ker če si sam nisi dobra družba, guess what, nobenemu nisi. Kruta realnost. Pa se mi zdi res še posebej naše generacije, ker smo dokaj odraščali z Instagrami, z Facebooki in z vsem tem, da rabimo stalno nekako biti entertainani. Zdaj pa, čeprav sem blogerka, čeprav gledaš ta YouTube video, poglej ga do konca in pol me upoštevi, čeprav vse to, ti pa vseeno svetujem, da kdaj pa kdaj sklopi vse te naprave in se odmakni ali s knjigico kam, eni bi rekli, da tudi to pobeg, ampak I beg to differ. Ali pa samo vzemi se čas, ne vem, kopel si naredi, če obožuješ make-up, sklopi mobi, sklopi vse, mogoče kako musko, deli svoj make-up, karkoli, samo da je nekaj, da si sam s sabo se naučiš biti. Ker mene, povem mi svoje izkušnje, kadar sem prišla nazaj iz študentskega doma, kad sem prišla zdaj živeti na svoje, mene me je tista samota, ker naenkrat, ko je prišla, ker pač so šli, lih v takem obdobju sem se preselila, ko so vsi moji študentski kolegi šli že domov ali pa karkoli. To, kar sem jaz prišla domov in da dejansko nisem znala več biti sama, nisem vedela, kaj sem se nekaj matrala in na začetku ne boste vedeli, kaj sama sabo, boste 10 minut brali knjigo in bo že ok, kaj zdaj. Boste 10 minut joge delali in bo ok, kaj zdaj. Ampak bolj, ko boste to prakticirali, lažje bo. Tako da ja, vzemite si čas zase. Številka, ne vem več koliko je, ker sem tako fajn youtuberka. Finance. Vsi vemo, da pijančevanje, boni, knjige, skripte in take zadeve, kar stanejo, ne. Pač se nabere. Lahko, da se sproti zdi, kot da ne, ampak se kar nabere. Zdaj, kakor sem rekla, prvo leto, dajte si duška, se morate znajti, morate priti na rock bottom, da boste nekako prišli do pameti. Ampak priporočam pa tudi, to priporočam ne samo z vidika financ, ampak življenjskega vidika, da pol drugi, tretji letnik vsaj, če že prvega bomo zapravili, ne, da vsaj pol začnete tudi nekako gledati bolj na življenje, kam investirate svoje finance. A je dejansko pač realno gledano, kavica, €1,20 tam nekje, ne? Zastonj, nič to ni.
Ampak, Sandra ne je bila Sandra brez svojega ampak če pomislimo to, da gre vsak dan ene 2, 3, 4 evre, če ste kadilci, 3,40 € na dan 2. Če gre vsak dan toliko, pač pomislite, koliko dejansko financ gre za kaj. Zato, ker isti denar bi lahko osebo, s katero bi šli na kavo, povabili, da greste, kar jaz in Mojca in naša klapa, delamo, da greste v parka s frizbijem, da greste na sprehod kam v hribe, ali karkoli z isto osebo, isto bi se pogovarjali, zraven tega bi dejansko nekaj naredili za svoje telo in ne pa ga uničevali, kar realno gledano, kljub temu, da sem kadilka, ja, še vedno, vem, tudi sama nas sem jezna, kljub temu, da sem kadilka in da pijem kavo, to uničuje telo. Pač raje nekako izkoriste čas, da naredite nekaj dobrega za sebe, da ker verjente tudi počutili se boste boljš pri temu, ne govorim samo oh my god, zgledali boste fit in ne vem kaj, ker pač bullshit. Če se ti ne počutiš fajn, si lahko Adriana Lima, pa se ne boš počutil fajn. Ampak ja, gledajte malo tako na finance. Še ena taka zadeva je pijančevanje, ko sem rekla, vem, da tega je dosti na faksu, noben si tega ne skriva ali karkoli, vsi vemo. Pač ne bomo nekaj zanikala, ne, da smo pa vsi angelčki. Ampak moj nasvet je, če gledamo z finančne plati, kar smo mi tudi začeli delati, če ga mislite iti pit, če veste, da boste mrtvo pijani, zakaj bi to delali v baru, diskoteki ali kjerkoli, kjer veste, da so nabite cene pijač. Reči pač, še za moje pojme dosti boljši izkoriščeno pijančevanje, povabite grupo, s katero bi bili, igrajte enko ali pa karkoli tazga, kako družabno igro, še Meksiko, če ni drugega, je fajn. In tam spite, kaj, če greste v Mercator ali karkoli, je bolj poceni prijete skozi, ko pa v barih. In bolj pa itak, ker ste enkrat že po dozo, lahko greste ven in ne boste rabili toliko. Na sveti absolventke, ful fajn zgleda, ne? Kakšne nasvete še? Ja, sprejmite se taki, ko ste. To spet en življenjski nasvet, ampak se nanaša tudi na faks. Kakor veste, jaz sem največji pizza face, kar ste ga verjetno videli. Če ne veste, o čem govorim, pejte pogledat predprejšnjo objavo, kaj je bilo 3D Correction od Višija Pudrček, pa ste videli, kak fris sem. In jaz, žal sem bila ena tistih, ki si obiska predavanj nisem predstavljala brez celotno masko gor. Zdaj, ja, se tudi vsakodnevno skoraj se ličim, ampak zdaj je zaradi veselja, ne zato, ker čutim, da bi mogla. To se mi zdi, da faks je najboljši čas, da dejansko dobite tisto trdo kožo. Ker sem imela sošolca, za katero, oziroma, ja, zdaj ne bo več moj sošolc. No, sem imela sošolca, za katero sem nekoliko hvaležna, lik zaradi tega, ker me je zafrkaval z vseh mojih nepravilnosti in to me je tako jačalo, da dejansko sva se že skupaj začela zafrkavati glede tega, da že zdaj si upam objavljati to, ampak se mi zdi, da faks je lih tisto, ker jaz prvi 2 leti sem imela miselnost, da kamorkoli grem s svojim pizza faceom, bojo samo to videli. In na faksu dejansko, oziroma v študentskem domu sem gotila, da no one gives up. Ker realno gledano, vsi imamo nepravilnosti, vsi se badamo toliko sami s sabo in toliko smo vsi v svojih glavah, da niti ne opazi. Kolikokrat, kadar ti priješ v razred, pogledaš, oh my god, ta pa je taka, oh my god, ta pa to. Ne. Tako da, faks, odličen čas, da dejansko pustiš svoji koži, da diha, da se sprejmeš tako, ko si. In ja, še en nasvet, delite to, kar vas dejansko veseli. Jaz sem opazila v zadnjih 3 letih, da sem se dostikrat ujela, pač lik to, zadnje leto še posebej, da sem si želela ali iti malo v naravo, ali karkoli, in šele zadnje leto sem dejansko se začela odločati zase. Ampak zato, ker je mojemu kolegu ali pa kolegici zapašalo pa iti na kavo, smo pa šli na kavo. Ampak dejansko naučite se postaviti sami sebe prve. Zame je zdaj že to obisk zavetišča ratalo. Ker mi je taka prioriteta, da kadarkoli delam popoldne, tako dam dopoldne fraj, si vzamem za to, da grem v zavetišče. Zdaj lahko me fucking, ne vem, Ryan Gosling bi poklical, če bo ven, ampak ne. Naučila sem se postaviti, kaj mene usrečuje. Ryan Gosling bi me srečeval. Ok, lahko me nekdo povabi na ne vem kako dobro kavo, ampak če imam jaz druge prioritete, grem na druge prioritete. Kaj še? Ne zapostavljati športa. To je ena ogromna. Jaz, kakor sem rekla in kakor veste, prvi 2 leti faksa sem bila največji sports addict, kar ga je bilo. Dan brez
Mica se uči uporabljati računalnik. Dan brez športanja je bil za mene odvržen dan. Jaz sem bila tako živčna konec dneva, ker nisem nekaj delala, da sem, ne vem, da sem mislila res bom znorela. In potem je prišlo to eno leto, ne. In Sandra se je naučila, kako cele dneve preživeti v postelji, kar je bilo predtem meni nepredstavljiv pojem. Kako živeti z minimalno gibanja, kako dejansko delati samo, kar je nujno in se premikati zgor tja, kamor je nujno. In zdaj mi je kar to bedno, ja. Zato, ker zdaj, saj sem že popravljam in delam na tem in sem že dosti naredila na tem, ampak zdaj, ko pa si dejansko želim kdaj kam iti in kaj, pa nisem več, pred 22 leti to govorim, nisem več pri taki moči, da bi uspela in to, ne kondicija, ne nič. Ampak to govorim, ne zanemariti športanja, zato imam ogromen respekt do mojega najboljšega kolega, zato ker on, kljub temu, da žene 5 ali 6 let redno so vsak torek je njegov, včasih tudi sreda, sobote, petki, pač res, kadarkoli se gre ven, on je zraven, kadarkoli se kakor ravno dogaja, on je zraven. Ampak kljub temu vsemu, ne glede koliko zmačkanje, koliko pozno bo šele mogel priti na žur in nadoknaditi s pijančevanjem, ne glede na vse, vsak dan ima svoj trening. In sicer jaz vam ne govorim, da boste taki kot on, ker občasno se še nam zdi, da res pretirava. Ampak vsaj vključite nekaj, kakor ste nekaj, namesto da greste naslednjič s kolegico na kavo, to smo zdaj z Mojico začeli najbolj prakticirati, ker midve so se zmeri dobile v dopoldanskih urah in popoldanskih, no, kavica, zvečer gremo na pijer. In tam smo sedeli in lebetali in sicer ja, od Mice dlaka in povsod mi je zlažal. Sicer ja, kdaj tudi to paže, da si v miru, ker si cel dan bil v laufanju, ampak 3/4 časa po teh kavic in vsega tega ne rabiš. Pač to je dejansko, kaj delaš, hraniš raka in si telo s kofeinom in metabolizem si uničiš in ne vem kaj vse. Torej, naslednjič, ko se mislite dobiti s kolego ali pa kolegico, predlagajte jim. In če bi danes namesto kavice, ne vem, šli, še posebej Mariborčani in Mariborčanke, tle tako lep park in piramida je tako blizu, da nimate izgovora. Zato naslednjič pač namesto, da greste na kavice, jih praviš, če bi danes namesto na kavico pač trenirka for life in gremo na piramido. Ne vem, to z Mojico zdaj zadnje čase res prakticiram, midve vsaj, ne vem, 2-3 tedensko gremo na piramido, ker si imamo dosti povedati, pač, ker sva že toliko vmi, spet ena stvar, ki mi je faks prinesla z odlične ljudi. Ampak sva toliko kolegice, hkrati pa veva, da brez veze metati denar stran, uničevati zdravje in se nekako zapirati, pač neumnosti. Ker dejansko greš v naravo, imaš lahko nekakve debate, če si musko, pa če greš v tišini, vse je bolj pametno, kot pa sedeti tisto uro ali 2 na kavici. Torej, pejte v naravo. A ja, zdaj pa, da se dejansko dotaknem še real college stuff, ne? Skripte. Profesori imajo da sovražili zaradi tega, ampak, če skripte nimajo nekih vaj, vam priporočam, da si jih ne kupavate, oziroma ne printate, ampak da s tem malo počakate. Kakor sem rekel, profesori imajo da zdaj sovražili, ker moraš sproti vsejati, ampak, a ne? Ampak jaz sem pozabila v 2. letniku faksa, pri enem predmetu, pri filozofiji smo dobili tako kot skripto. Kolikokrat sem tisto skripto uporabljala? 2-krat. Prvič, kadar smo mogli jo celo predelati, ker je bila taka tako, smo si itak razdelili dele v razredu, in drugič, ker nam jo je pustil logično, ker je taka tako, damo na izpitu, plus zaradi tega nismo si mogli kaj dosti pomagati z njo, razen za kak citat 2. Torej ja, skripte, moje priporočilo je, ja, kupi in sprinti se tiste, kar dejansko so vaje noter in kaj jih boš rabila ali rabil pri predavanjih, tiste definitivno, plus če so kakšne naloge ali kakoli. Za tiste, ki pa, pač že v štartu, kadar ti rečejo, počaki teden, 2, da vidiš, kateri bojo dejansko jih zahtevali med pri urah in kateri ne. Tako da tiste, ki pa dejansko ne vidiš za noč šalbu, na koncu semestra, kar prijo izpiti, kadar pa dejansko rabiš, vse razdelite si, ne vem, kupite ene 4-5 naj vas je in kupite eno skripto, si, ne vem, magari po delih jo dejte in vsak predela en del. Tako smo mi delali, vsaj naš razred pri filozofiji je res zakon. Si razdelite, si naredite nekako obnovo in si pol še, če kdo kaj ne razume, si skupaj povejte tako. Še en velik tip.
sošolci in sošolke, doktor vse številke, pa če posebej, če ste majhna skupina. Pri angleščini pri nas to je dokaj nemogoče bilo, ker nas je res preveč, ampak pri filozofiji, ker nas je 1/10 v razredu, smo vedno si pomagali. Če nekdo ni razumel ene snovi, smo itak po koncu ure ali karkoli smo šli vsi v bar spodaj, mislim, kavarno, pod faksom in smo vseh 9 nas je probala tisti eni osebi razložiti, dokler ta oseba ni razumela. Pol, kadar so pa še nekakvi ustni izpiti, pa da profesor rečemo 40-50 vprašanj. Še profesor sam se zaveda, da toliko vprašanj ena oseba ne more shendlati. Ja, če se začneš, kolikor bi se mogel mesec, 2 prej pripravljati, ja. Če pa se začneš še teden prej, kakor se nas večina študentov, ne boš shendlal. Torej, mi smo si z razredom zaradi tega, ker smo naredili take dobre stike, smo si razdelili vsak dan dobo 1-3-4 vprašanja, v tiste si se dejansko poglobil in pa smo si jih vsi napisali, dodali vsak svoje komentarje, obnovico, dali Word dokument, si sprintali in se vsi tisto učili, če kdo kaj ni razumel, ker dejansko smo se učili, ne samo dudla na pamet, kar bi pri 50 vprašanjih, ja, tako pa, ker si dobil samo obnovo tiste key points, si lahko in pa če še kaj nisi razumel, si pa če vpraša tisto osebo. Zraven tega pred vsakim skoraj izpitom se nas je 4-5 dobilo in smo debatirali o tem osnoveh, kar bo na izpitu, ker verjemite mi, da z debato in s pomaganjem boste dosti bolj razumeli, kakor pa drugače. To je res en biggest tip. Jaz, če gledam še zdaj, pri filozofiji smo še posebej bili taka dobra skupinica, da en ful dober kolega, kar je šel direkt na magisterij, zato ker dejansko v njem je potencial, da bo kaj z njega. In še en, ker mu je poteklo, ker je zadnja šansa, da gre normalno na magisterij, brez da plačuje. Drugo, ja, eden se je prepisal, oziroma naredil diplomo na drugem faksu, drugi smo se pa vsi zavestno, razen 2, ampak tiste dejansko niste bile v naši skupinici, Arkling, ste bile bolj za sebe se držale. Drugi pa vsi, ne vem, 10 nas je, pač 10-15, ne vem. Vsi drugi smo se odločili skupaj, da bomo vzeli absolventa, tako da bomo skupaj na magisteriju. Pač to pomeni, če imaš dejansko dobre stike, če narediš, boš imel okoli sebe take osebe, kjer si boš pomagal ne glede na vse. Jaz vem, da zdaj mačko sem dobila, pa ena sošolka, ki je drugače tudi oštejem za super kolegico, sem dobila mačko, ona trupno dela v Mr. Petu. Prvo sekundo, ko sem dobila mačko, napisala, rabiš popust, Drugi sošolc, taka je zdaj šel na magisterij, ker sem si prisel Maribor, on je Štajerc, prva stvar, ki je napisal, oh my god, prisija si se, rabiš pomoč, Pač dejte čim več stikov navezati, druga ne moram reči. Še en nasvet, ne se imeti za najbolj pametne na svetu. Milijon ljudi poznam, zaradi tega, kakor sem rekla, tudi jaz sem bila delno del tega, ker toliko nisem prenašala te self-help book in to, kakor mi je nekdo hotel svetovati kaj, sem takoj ne, bom že sama, zato ker sem se počutila, da ne, zdaj pa si že dosti star, moraš biti neodvisen, moraš vse sam, ampak ne, kjerkoli, kadarkoli lahko dobiš kak nasvet, sprim se ga, kup pijan splota, pač, drugače ne moram reči. Ker to je res obdobje, kar lahko največ dobiš. Če vidiš, ne vem, profesorja, da je spisal 2-3 knjige že in ti si ful želiš pisati knjige, pejdi do njega. Mojca, na primer, ona zelo uživa v prevajanju. Pač našla se v tem, fajn delo je nekaj, kar bi delala. Naš profesor, zdaj tudi dekan na našem faksu, prevaja knjige, ogromno jih je že prevedel. Ona, čeprav je to šla delati zastojn, je šla k njemu v kabinet, ga prosila, a imaš še kaj za prevajati, bi ti jaz pomagala. Je pomagala mu prevajati. Pač, kjerkoli dobiš kakšno šanso, zgrabi. Kadar so tisti pogovori, ne vem, pri angleščini vedno imamo dosti tega, kadar so kakšni seminarji ali pa kaj, Still TED Talks je bilo lani, vedno Mojca je šla. Da 10-15 minut govoriš o bilo kateri temi, samo da v angleščini je bilo pri nas. Zgrabi. Kdaj boš šel v življenju, še posebej, če študiraš jezike in da imaš tako opcijo, kdaj v življenju še imel šanso govoriti o nečem, kar te dejansko pritegne. Jaz, še dan danes mi je žal, ni mi žal, to že vemo, ker ne bi bila, kjer sem. Ampak, če bi zdaj dobila to šanso, bi definitivno zgrabila, ker če sam pomislim, v tisti predavalnici, kjer so to imeli, je bilo 100 ljudi sigurno. Jaz, seveda, kakor sem, bi govorila o YouTubeu in o bloganju, ker to sta dve moji zelo močni strasti. In če mislim, že samo za samo promocijo, koliko bi to bilo? 100 ljudi, rečemo, da jih je polovica žensk, torej 50 je žensk, od tega rečemo, da 30 jih je totalno mimo, jim je svet beauty, fashion in to, torej jih prijemo na 20, rečemo, da še od teh 20 so, ne vem, 10 jih je preslišalo, kar sem jaz bila, še vedno je 10 žensk, kar bi slišalo za mojo stran. Že če tako pogledam, je to to.
če te karkoli zanima, res, če zanimajo živali, če si vegetarijanka, veganka, lahko da mi to tudi followaš. Če imaš 10-15 minut časa govoriti o tej temi, veš, koliko lahko spremembe narediš, res, karkoli ti faks ponuja, zgrabi. Če imaš čas, tudi če nimaš čas, naredi si ga. Rajši, kot da greš 2 uri ležati k cimri na poslo in na Snapchatu gledati zgodbe in po Instagramu buliti, kjer ima nova torbica, ne vem kaj, in ja, vse smo bile tam. Rajši, kot da to delaš, rajši naredi kaj zase. Torej, zdaj bom zaenkrat nehala, ker je Mici že zelo zabavno, kako jaz tu krilim z rokami in že cel čas mi skače to okoli, tako se moram malo badati z njo. Imam še ogromno nasvetov, kakor sem nekaj, to šlo zdaj direkt z glave, nisem se niti malo pripravila, tako da če bi se malo bolj pripravila, vam garantiram, da bi še bolj bilo. Imam tudi še 5000 videov v glavi, kaj hočem narediti, bolj takih osebnih, bolj nasvetov, ker zdaj, ko gledam na svoje življenje s temi očmi, kakor gledam, mislim, da sem že kar dosti dala in da lahko že kar nekaj povem, kljub svojim rosnim 22 letom. Tako da ja, če vas vam kul taki videi, klikni všeč mi je, ne se pozabi subscribe oziroma naročiti, tako da ne zamudiš naslednjega in se vidimo drugič. Čau, čau!